rekel šef, da naj bo moj uvod v glavni prispevek spomladanskega testa Prima kratek, ker imamo 9 avtomobilov, ki jih morate predstaviti še Matej in Anže in bo z mojim blebetanjem spet vse skupaj predolgo. In če šef tak reče, pol že tak more biti, ne? Zato gremo kar zdaj z avti. Se kaj pa lahko poveš, po mojem? Misliš? Ja. Pa da nam spet res polk je kriv. Vse svedno. No, vse nekaj imam. Kdo vse sodeluje, smo povedali že tolikokrat, da itak veste na pamet. Če še ne, pa takole. Poleg nas, torej uredništva Volan, sodeluje še Avtomobilizem, Autofokus, Autofinance, Siol Automoto, Žurnal in Avtomanija. Za nami sta 2 tedna konkretnih testiranj in meritev na 101 način, fotografiran, sneman, vsi smo že malo utrujeni, ne, zato so tudi podočnjaki tule, ampak smo hkrati veseli, ker smo spet pripravili en konkreten test, za katerim stoji konkretna ekipa in seveda konkretna količina merljivih podatkov. Ja? Tu ni nobenih skritih kuvert z denarjem, o katerih nekateri radi sanjate, niti ne osebnih preferenc. Še to. Tokrat bomo dobili 2 zmagovalca. Na naši Primi dejansko vedno zmaga avto, ki je najboljši kompromis vsega in to je naš klasični zmagovalec. Tokrat pa bomo dobili še drugega zmagovalca in sicer bo to avto, ki ni še kompromis ugodne cene in stroškov, pač pa tisti, ki je najboljši vsem. Ja, cena za nekatere pač ni pomembna in to bo naš zmagovalni zmagovalec. Sam prej ga moramo še dobiti, ne? Daj, Matej, ajde, sedj se pa. Zakaj bo ne gre Anže prvi? Lej, vzem ključe pa peli, no. To je to. Se že imam te ključe, veš? Ha? Že imam. No, super. Tako francosko udobje si izbral. Ja. Riti tudi masira. Joj, otroc. Imam avto na črko A, torej jaz začnem. Astra. Opel Astra. Pri tem avtu se mi vedno v misli prikradajo flotni kupci, torej podjetja, pa sploh ne vem dejansko, če upravičeno. Tale je na trgu že kar nekaj časa in ker stvari v avtomobilizmu napredujejo s svetlobno hitrostjo, z najboljšimi že težko drži korak. Ni pa še vse izgubljeno, brez panike. Materiali so mogoče res da povprečni, ampak je notranjost kljub letom ena najbolj ergonomskih. Stikal ni veliko, so pa za vse pomembne funkcije, kar nam je itak vedno bolj všeč kot tapkanje po zaslonih. Takšni doplačilni sedeži AGR so vrhunski in nujen dodatek, če si boste omislili Astro, ker so navadni sedeži precej bolj povprečni. Prtljažnik je po litrih sicer velik, v praksi pa tudi povprečen, če ga primerjam s konkurenti. So pa pri Oplu dobro poskrbeli za potnike, tudi za tiste zadaj. In vozniško tudi Astra ni slaba, mene dejansko moti samo preveč lahkoten in umeten občutek na volanu, sicer je pa podvozje še vedno fino, celo malce boljše je zdaj po prenovi. In mogoče še ena zanimivost. Čeprav je Opel zdaj pod Citroenom in Peugeotom, je turbobencinski stroj, torej 1,2 litrski, 130 konjski, povsem drugačen. Ga je Opel v bistvu razvil že pred združitvijo. Ampak med vožnjo ni bistvenih razlik in povprečje je Astrino drugo ime. Takšna je bila namreč tudi pri porabi. Citroen C4 je pravi posebnejši in nekaterim je že samo to dovolj, zato jih ne zanima nič drugega in za takšne je C4 idealen. Zunaj je oblikovno čisto drugačen od povprečja, znotraj tudi precej poseben, poleg tega pa ima še nekaj drugih zanimivih vrednot. Recimo precejšno prostornost v kabini, prtljažnik pa zaradi oblike ni toliko praktičen kot pri ostalih. Predvsem pa se ne izneveri tam, kjer se res ne sme, pri udobju. Dejansko je najudobnejši med vsemi, sicer to pomeni veliko nagibanja, sploh na poligonu se je to med slalomom precej čutil, kot da bo odplaval iz smeri, ampak ni. Podvozje je vseeno zanesljivo in ESP mu hitro pomaga, ko gre do roba. In sedeža sta tudi najbolj udobna, torej je jasno, da je to avto za umirjene voznike, ker je tudi krmilni mehanizem dokaj počasen. Najbolje med vsemi se je odrezal pri odlegalnih prostorih tukaj ob meni, bolj poprečno pa pri ergonomiji in materialih v kabini. Motor tudi v ničemer posebej ne izstopa, Anže je edini nekaj težil, da ga moti tale projekcijski zaslon, ker mu zakriva pogled, samo on je, ne vem, nauč kakšnih 30 cm nižji od mene in je to logično. Meni je cool. 30 cm, ja. Špegle si daj nazaj, če ne vidiš. Sorry, moj avto je Leon. Težko mu namenim veliko kritik, ker je tudi ta Seat praktično najboljši povsod. Karavan je v bistvu pred leti celo zmagal na našem Prima testu in vozniško je tudi tale praktično najboljši med vsemi tremi. Notranje okolje je moderno, pregledno in po večini uporabno, čeprav je ta velik zaslon vseeno štorast, ko je treba kaj premakniti na hitro. In temu okolju bi ergonomsko celo Astra lahko dala kakšen nasvet. Motijo malenkosti, recimo to, da se mi pogled merilnikov spremeni vsakič, ko izključim sistem Lane Assist, pa da je upravljanje s klimo skoraj neintuitivno in tako naprej.
Prostorsko je tudi nekje v zlati sredini, pri čemer ne razumem, zakaj ima lahko Golf pokrovčke zadaj pri Isofix sidriščih, tukaj pa je dejansko treba strgati namensko režo. Vozniško smo pa itak že povedali, da je naravnost odličen. Zame je v bistvu edina slabost ravno ta zaslon, ostalo je vrhunsko. Tudi pri porabi ga je samo za deci ugnal C4, sicer pa je bil s porabo 5,6 lepo varčen. Zelo dobro in seveda pričakovano se pelje tudi Ford Focus. In obenem je najlepši možen dokaz, da avto ni nujno neudoben, če je karakterno dinamičen. Ford to res obvlada in podvozje si tukaj zasluži najboljše ocene. Zelo prijeten je med vožnjo, krmiljenje je dobro in lega vedno zanesljiva. Tudi pri hitrejši vožnji, kot je dokazal na poligonu. Tudi oblika je všečna, čeprav je to seveda stvar osebnih preferenc in znotraj je dober pregleden in materiali so tudi kar v redu. Slabe ocene je dobil pri prtljažniku, ker je manj prostoren, čeprav med vsemi celo najlažje dostopen, je pa zato v kabini toliko več prostora. V širino celo največ med vsemi, kar se je lepo pokazalo, ko smo dali noter 2 otroška sedeža. Odlično se je odrezal še pri ergonomiji, ker ima zelo dobro namestitev za volanom in dovolj klasičnih gumbov, s katerimi je tudi enostavno upravljati. Nedolgo nazaj je bila njegova velika hiba previsoka cena. Zdaj pa je z rednim popustom postal čisto konkurenčen, tako da bo zanimivo, kam se bo vrstil, ker nas je navdušil na kar velikih področjih. In mene vedno navduši tudi Mazda 3. Avtomobil, ki je na cesti odličen. Vedno ga rad vozim, dovolj je udoben in z dobrim krmilnim mehanizmom se ti zdi, da oprijema kar ne bo zmanjkalo. Pa je Mazda 3 tako ostra in dinamična kot Focus? Ne, to pa ni. Slalom in nasploh poligon sta pokazala, da ob hudih zahtevah krmiljenje malce zamuja in ni več tako natančno, zato jo na tem mestu prekaša kar nekaj tekmecev. Na cesti je pa to praktično nepomembno in tam je ena bolj prijetnih. Je pa trojka avto, ki polarizira. Atraktivna oblika bo všeč elegance željnim, posledično ena slabših prostornosti, pa zato ne bo ugodila tistim željo po prostoru. Prtljažnik je še nekako povprečen, sedenje na zadnjih sedežih pa skoraj obupno, ker je zaradi širokega stebrička občutek precej klaustrofobičen. Tole skratka ni najboljša izbira za 4-člansko družino, so ostali tekmeci precej boljši. Je pa super avto za razvajanje, ker je tale notranjost po materialih enostavno najboljša. Tukaj sploh ni dvoma in tudi intuitivna ter pregledna je. To pač Mazda zna. Pa še pelje se fajn, kot sem že rekel, edino na malce večjo porabo računajte. Na testu je bila najbolj požrešna. No, toliko kot Peugeot 308, oba sta požeruha. Škoda Scala. Smo najprej želeli Octavia, pa smo ugotovili, da po obliki tale veliko lepše paše v Golfov razred. In ta tudi izgleda fino, ker ima črno streho in zadnja vrata, pa lepa platišča. Scala je tudi lep primer tega, kako v bistvu skoraj enako avtomobil iz tega razreda narediti na eni platformi nižje, recimo na platformi Polota, čeprav je konkurenca Leonu, ki je večji avto. Scala je vozniško občutno manj dinamična, seveda se ne pelje slabo, ampak nima apetitov po hitri in dinamični vožnji. Malo več se nagiba in krmiljenje je manj neposredno, podvolan je precej velik, čeprav sem bil na poligonu vseeno pozitivno presenečen, ker sem mislil, da bo vse še bolj spužvasto. Pa ni bilo. Seveda navduš pri prostornosti, sploh prtljažnik je zelo uporaben, to imajo Čehi še posebej radi, da so prtljažniki veliki, pa tudi zadaj se dobro sedi. Vprašanje je, ali Renault Megane, vem, zelo stara šala, ampak na kratko ne preveč. Kljub temu, da je bil pred kratkim deležen prenove, ki je v bistvu poskrbela za kar nekaj sprememb tudi tukaj notri. Megane ni tako udoben, kot bi pričakoval od francoskega predstavnika, hkrati pa tudi dinamičen ni. Na poligonu je bil kot kakšen mini tovornjak v primerjavi z ostalimi. Hecno, ne, da deluje toliko okornejši. Prostor, ja, tukaj pa ni slab. V prtljažnik smo naložili veliko, več recimo samo še v Scalo in v Focus. Med otroškima sedežema je ostalo ogromno prostora, skoraj največ, v bistvu dovolj, da se vmes usede nekakšna posebej zajetna oseba. In sedeža spredaj sta naravnost odlična. Zmoti dejansko vožnja, ker Megane ni posebej lahkoten in pa tale notranjost, ki je sicer po prenovi dosti boljša in tudi škripa ne več, ampak posebej uporabna in intuitivna pa vseeno ni. Motor je sicer zmogljiv, ampak spet povprečno varčen, menjalnik mi pa ni posebej všeč, ker so njegovi hodi preveč dolgi in premalo natančen je. Ne bom rekel, da je Megane ker v bistvu nimam nobenih hudih zamer, ena trojka v osnovni šoli je. Gre skozi, ampak povsem neopazno. Če že govorimo o avtih, ki se jim poznajo leta, Peugeot 308 bi se res morala, ker so ravno pred kratkim predstavili že novo generacijo, pa sem vseeno vesel, da je bil voznik tako pogumen, da nam je dal še tega na test, ker se še vedno prodaja. In evo, nič kaj ne pogrešam tukaj.
Ja, res je ergonomija že malo slabša kot pri novejših, to se vidi. Predvsem od legalnih prostorov ni, to res manjka. Tudi tale iCockpit je še iz tiste stare šole, da že ne vidi dober nanj, jaz pa seveda ja, centimetri pa to. Pa prostor zadaj, ko smo ravno pri centimetrih, sicer ga ni mal, ampak če spredaj sedi velik potnik, bo za njim zadaj skoraj nemogoče sedeti, ker zmanjka prostora za noge. Je pa prtljažnik lepo uporaben. Tukaj se vidi, da so nove platforme res zelo dobro premišljene, ker znajo še boljši izkoristiti prostor. Motor je v redu, menjalnik čisto lepo teče, ja, med vožnjo pa je pričakovano med tistimi, ki niso ekstra dinamični. Na poligonu me je presenetil s progresivnostjo tega mehkega volana, kako je najprej mehek, potem pa postane precej trši, ko začneš agresivno zavijati. Kljub letom torej čisto fin avto in s pričakovano skoraj najbolj ugodno ceno med konkurenti. In še Volkswagen Golf. Tega sem namenoma prišparal za konec, ker je Golf pač avtomobil, ki ga pozna vsak, tudi če je pravi avtomobilski amater. Tale je vrhunski in Golf nasploh je zelo prijeten avtomobil. Težavo imam prav zaradi tega, ker ima opremo Airline, ki je seveda zelo fina, zaradi nje je avto na pogled bolj nastopaški in zaradi športnega podvozja je bil med stožci res dober. V bistvu mu je samo še fokus pariral. Moj pomislek gre temu, da večina ljudi takšne opreme ne bo izbrala in potem bo Golf bolj povprečno vodljiv in bolj povprečnega izgleda. Bo pa bolj navaden Golf, v bistvu zato na zadnjih sedežih prijetnejših, tukaj ta dva poskrbita za sicer udobno vožnjo sprednjih potnikov, ampak hkrati za manj pogleda naprej zadnjima, ker sta preveč glomazna. Mimo njiju se je namreč skoraj ne vidi. Ok, torej, vozniško je super, ergonomija je bolj tako, ker je tale zaslon dostikrat precej tečen za uporabljati, pa še zatika se pogosto. Materialom ne gre oporekati, prtljažnik pa je dejansko med manj uporabnimi. In kateri od 9 je zmagovalec po mnenju kar 7 uredništev? Bo mogoče v Golfovem razredu res zmagal Golf ali ga bo premagal kateri od hišnih bratov, recimo Seat Leon ali pa Škoda Scala? Ali bi mogel reči sestra, se danes pri teh spolih sploh ne veš več. Potem so tukaj še staroste, recimo Peugeot 308, Renault Megane in Opel Astra, mogoče preseneti kateri od njih, ali pa dinamični duo, Mazda 3 in Ford Focus. Seveda pa nikakor ne smem pozabiti še na najbolj posebnega med temi Citroen C4. Ja, vidite, da ni enostavno, zato bomo šele po vseh meritvah zares vedeli, kateri je najboljši v deželi tej. Z vsemi novinarji pa smo se spet zbrali na Vranskem, da razglasimo zmagovalca. V 2 kategorijah. Najprej pa vtisi s testiranjem. Zelo se vidi, da izstopajo recimo Golf, izstopa Focus, to so bolj novejši avti. Malo je odvisno tudi od vzmetenja paketa opreme, ker je pol tudi drugače nastavljeno. Majčkeno me je razočarala Astra, Megane mi ni bil prav blizu in pri Citroenu C4 kar veliko podkrmarjenja. Citroen je zelo naravnan na udobje. Volkswagen Golf, Ford Focus, Seat Leon pa so malo bolj pri srcu tistim, ki radi vozijo malo bolj dinamično. Pri notranjosti smo tako kot vedno upoštevali splošno ergonomijo, pa kakovost materialov in izdelave, pa uporabnost odlagališč, pa seveda tudi udobje spredaj pa zadaj in prostornost. Kar dobro se je odrezal Leon, mislim, da je nekako najboljši paket vsega. Predvsej prostoren je tudi C4, pa tudi Scala, zlasti za noge ima veliko prostora, je pa mogoče malo ožja od ostalih, tako da se tu malo pozna. Kar se tiče materialov, smo opazili, da tudi pri starejših modelih so lahko še kar v redu materiali, drugače se pa pri ergonomiji pozna. Pri starejših modelih je nekako slabša, pri novejših pa se pozna napredek. Zelo dobro se sedi v Mazdi 3, pa v Opel Astri, ki je sicer imela doplačljive sedeže AGR. Dobro se sedi tudi v Seat Leonu, pa v Golfu, ampak recimo Golf je imel doplačljive sedeže, take športne, ki potem nekako vzamejo nekaj prostora zadnji klopi, pa nekako pol deluje utesnjeno od zadaj. Zasloni so moteči dejansko pri nekaterih modelih, zlasti pri Leonu recimo, pa pri Golfu, kjer so v glavnem preselili vse na zaslone, drsniki so malo nerodni, tako da bi imeli raje navadna stikala. Multimedija je na nekem prehodu iz neke prejšnje generacije, ki smo bili vajeni, s polno gumbi v neko novo obdobje, se pravi vse gre v smer po eni strani poenostavitve, pač intuitivnega upravljanja. Zasloni postajajo vse večji, recimo Citroen C4 ima že serijsko 10-palčni zaslon, to mogoče še kakšni premijski avti
nimajo toliko velikih zaslonov, ker so malo starejši. Predvsem veseli, da je slovenski jezik vse pogostejši v multimediji. Razlike v porabi niso bile velike. Vseh 9 avtov se je gibalo skupno gledano znotraj 1 litra, od 5 litrov pa pol do maksimalno 6 litrov pa pol, kar je v današnjih časih, ko vsi gledajo bencin, dizel, skoraj da ni več vprašanje, ker so bencinarji postali tako varčni. So kar neke zanimive razlike, čeprav mogoče po centimetrih so podlažniki na prvi pogled podobni. Največja razlika se pač potem pojavi. Ko enkrat začneš zlagati podlažnike, več torb, vsaka pač neravna površina že lahko vpliva na to, kaj se gre v podlažnik in kako uporaba nje. V pozitivnem smislu je izstopala predvsem Škoda Scala, zelo blizu je bil tudi Ford Focus. V negativnem morda, čeprav po centimetrih to ni kazalo, ampak recimo po zlaganju prtljage v prtljažnik je pa recimo malo negativno presenečenje Citroen C4. Meritve glasnosti so pokazale, da so si avtomobili zelo blizu. Pri hitrosti 60 km/h je bila razlika 5%, kar je praktično zanemarljivo. V prostem teku pa so bile razlike malo večje, poznajo pa se tudi razlike pri vozilih znotraj istega koncerna. V prostem teku je bila najglasnejša recimo Škoda Scala, najtišji pa Volkswagen Golf. Ta razred se je precej podražil, še recimo nekih 3-4 leta nazaj so te avti stale tam okrog 16-17 tisoč. Je pa res, da danes imajo precej več serijsko vgrajene opreme, precej več varnosti, torej je tudi vsebina boljša. Če pa boljša za toliko, pa mislim, da ne. Večini tistih, ki to kupujejo, niti ni treba pogledovati k drugemu ali pa tretjemu paketu opreme. Včasih so ljudje pogledali nekam na sredino, pa so se nekje tam našli, zdaj pa lahko pravzaprav že z osnovno opremo zadovoljijo ali vse, če ne pa vsaj večino želja. Čeprav gre za razred, ki je že, bomo rekli, relativno drag, govorimo o 20 tisoč evrih in nekaj več, so bile na koncu razlike med njimi manjše, kot bi si mogoče kdo predstavljal. Očitno je to še vedno razred, ki je zelo konkurenčen in se pač proizvajalci oziroma zastopniki med sabo le malo pogledajo. Drugo je pa, da so potem tudi do neke mere korigirane cene s popusti in na koncu s celimi skupnimi stroški vzdrževanja oziroma lastništva. V vsakem primeru več za avto plačaš takrat, ko ga vzameš na leasing. Tudi če ponudba govori o brezobrestnem financiranju, se tiste obresti plačate v višji nakupni ceni, torej ne dobite popusta. To je samo eden od marketinških trikov, torej leasing ni brezplačen, nikoli. Tako, in veliki zmagovalec Prima Testa je... Ne, ni Mazda 3, ker ima trojko v imenu, torej 3. mesto. Drugi je Golf, prvi pa Ford Focus. Čestitamo! Ja, če iščete kompromis, potem je zmagovalec Ford Focus. Če pa vam je vseeno za denar, potem pa bi mi izbrali tudi Ford Focus. Vam lahko še bolje svetujemo? Po mojem ne. Če pa vas ti avtomobili bolj podrobno zanimajo, pa najdete obsežen test na volan.si. Kaj si mislim o zmagovalcu? Jaz mislim, da je atraktiven za pogledati, da očitno ima dost dobro kombinacijo lastnosti, ki so prepričljive v vseh segmentih in mislim, da konec koncev sem upa, da se vrnem k ceni, popravili ceno s primernim popustom. Vesel sem, da je zmagal Ford Focus, ker je zelo dober avto na vseh področjih. Je pa res, da ni toliko boljši od ostalih, kar pomeni, da je bila tekma kar precej na nož. Se mi zdi, da se pele od vseh avtov najboljš. Je en tak paket, ki se je zaslužil zmagati tokrat. Ford Focus je že nekaj let eden najbolj uravnoteženih avtomobilov na slovenskem avtomobilskem trgu, tako da mislim, da če vzamemo v obzir vse te neke parametre, po katerem mi to ocenjujemo, zagotovo ni presenečenje njegova zmaga. Vsi vemo, da je dober avto, se zelo dobro pelje. Malo me je skrbelo, kako bo s ceno, ampak tudi cena je zdaj v redu, tako da si zasluži prvo mesto. Odlične vozne lastnosti, prijetna notranjost, dovolj prostoren, materiali na dobri ravni, tako da mu težko očitamo kakšno res izrazito slabost. Mislim, da smo izbrali pravega. Ja, to je to. Zmagovalec me malo ni presenetil, ker mi je Focus zelo všečen avto. Tudi drugo in tretje mesto sta recimo malo po pričakovanjih. Fino pa je, da tudi tisti malce starejši avtomobili ne zaostajajo bistveno in so verjetno še vedno zelo dober nakup. Drugače pa sem naredil še en tak pregled, ker vem, da vas zanima. Recimo najbolj uporaben avto smo izmerili je Škoda Scala. Drugi je Focus, tretji je Golf,
Mazda 3 pa najmanj, ker se počutiš zelo utesnjeno. Vem, da vas zanima, kateri se najbolj špelje. Ja, zmagovalec. Ford Focus, drugi je Golf in tretji nepresenetljivo Leon. Najmanj pa Megane. In kateri ima najboljše asistenčne sisteme? Mazda 3, vrhunska zadeva, nato Focus in Leon, najmanj pa Peugeot 308, ker je pač že malo letih. Ne? Cene, ja, tale bo še zanimiva. Mazda 3, presenetljivo na prvem mestu, bi pričakoval, da bo dražja, na drugem 308 in tretja je Scala. Kot zadnji pod postavko cene pa je Renault Megane, zato ker pri dodatni opremi, ki jo pač hočeš imeti, cena kar hitro naraste. Pa še nedoločilniki, torej stvari, ki jih ne moreš izmeriti. Tukaj nam je najbolj bila všeč Mazda 3, Focus in Citroen C4, Astra pa najmanj, ker je pač že malo letih. Ampak pod črto, upam, da se zavedate, da so vsi ti avti res, res dobri in razlike med njimi so minimalne, so pa. In zdaj veste, kako velike.